V letošnjem letu in prihajajočih olimpijskih igrah v Parizu je spomin na Leona Štuklja, telovadca, olimpionika in svetovljana, še toliko bolj živ. Pred 100 leti je v Parizu postal olimpijski zmagovalec v mnogoboju. Prejel je tudi zlato medaljo na drogu. Ob tej priložnosti so v Dolenjskem muzeju pripravili razstavo, ki je na ogled kar na glavnem trgu in nosi naslov Leon Štukelj od Pariza do Pariza. V Dolenjskem muzeju imamo stalno razstavo 2019, ki je nekakšen preostanek del priložnostne razstave, občasne razstave ob 120-letnici rojstva 2018 in potem smo 2019 dobili glavnino te predmetne in deloma tudi dokumentarne zapuščine Leona Štukla. Obiskovalci muzeja vsekakor poznajo to zapuščino, ki je, kot pravim, predstavljena. Širša javnost, ko govorimo o slovenski, pa ne. Ravno zato pa pripravljamo občasne razstave, pišemo o zapuščini oziroma o samem Leonu Štuklu, o njegovih dosežkih, o njegovi vlogi v 20. stoletju, v njegovem življenju. Razstava, ki je na ogled na panojih, predstavlja detalen pogled v življenje Leona Štukla. Ta razstava je priložnostna razstava ob 100. obletnici njegovih zlatih olimpijskih kolajn, medalj. Leon Štukelj je prvi Slovenec, ki je osvojil zlato olimpijsko medaljo in do danes še vedno najuspešnejši po beri, po številu olimpijskih medalj, kar se tiče slovenskih športnikov. Predstavili smo njegovo vlogo oziroma njegovo udejstvovanje na olimpijskih igrah z poudarkom olimpijske igre v Parizu, katerih 100-letnico letos obeležujemo, potem še udeležbo njegova na olimpijskih igrah v Amsterdamu in tudi v Berlinu leta 1936. Zelo pomembna je tudi njegova povezava z rojstnim Novim mestom. Postal je tretji častni občan Novega mesta, nekako je zaživel, bomo rekli, po letu 1968. Zelo rad se je vračal v Novo mesto, zelo poudarjal, da mu je Novo mesto, rodno mesto zelo blizu, da ga ima rad in da se tukaj dobro počuti. Se tudi ob prijemu, ob osvojitvi teh zlatih medalj leta 1924 mu je Novo mesto res pripravilo veličasten sprejem. Na razstavi tudi poudarjajo njegovo udejstvovanje v širšem kontekstu olimpionika. Obujamo spomin na Leona Štukla, na njegove izjemne uspehe in seveda tudi na njegovo pomembnost tako za Novo mesto kot za Slovenijo in v končni fazi tudi za svet. V bistvu pa so trije poglavitni razlogi, zakaj je ravno sedaj ta razstava ugledala luč sveta. Prvi razlog je, da bo 26. julija minilo točno 100 let, odkar je naš rojak Leon Štukelj z 2 olimpijskima medaljama prikorakal na tale glavni trg, kjer ga je takrat sprejel župan z geslom Ave triumfator, pozdravljen zmagovalec. Drugi razlog je to, da bo ravno tako tega 26.7. začetek olimpijskih iger letos v Parizu, pomeni, da mineva točno 100 let od tistih olimpijskih iger, kjer je Leon pač bil prvič olimpijski zmagovalec. Po obeležitvi njegove 100-letnice se je razkril še tretji razlog, zakaj je ta razstava ključnega pomena za Novo mesto in širše. Eno leto potem je gospa nam podarila vso športno in osebno dediščino. In z županom sva se vsak po svoje zavezala. Jaz kot direktorica muzeja najprej, da predmeti ne bodo šli v depoje, ampak da bomo skrbeli za to, da lik Leona Štukla obudimo vsake toliko časa oziroma da ne bomo pustili, da bi spomin nanj zamrl. Župan pa je obljubil, da bo v bistvu poskrbel za to, da bo v Novem mestu njegova stalna razstava stala, ko bo enkrat obnovljen Narodni dom. Odprtje te razstave so sicer spremljali še številni drugi zanimivi dogodki. Tako smo k sodelovanju povabili založbo Gogo, ki bo gostila Mira Cerarja. Miro Cerar je izbran z razlogom, namreč tudi on je bil telovadec, je 2-kratni olimpijski prvak, ravno tako pravnik kot Leon in bila sta zelo, zelo dobra osebna prijatelja. Bo imel zelo veliko za povedati in glede olimpizma in glede samega odnosa z našim rojakom. Potem bodo nastopila dekleta iz Gimnastičnega društva Novo mesto. Mislim, da je to prava priložnost, da pokažejo svoje vrline, ki jih imajo in v bistvu je to lahko tudi spodbuda za ta mlada dekleta, da dobijo priložnost nastopiti na glavnem trgu ob takem dogodku. Temu je sledil še ogled novega dokumentarnega filma o Leonu Štuklju. Tudi Miro Cerar se Štuklja spominja z veliko naklonjenostjo.
Z Leonom sem se potem srečal večkrat, on je tudi obiskal nekatere nastope naše in seveda sva midva potem velikokrat bila skupaj in sva hodila tudi po raznih krajih, kjer sva imela, bom rekel, razne intervjuje, predstavitve. Tako da sva se v tej smeri, bi rekel, zelo poznala. Po drugi strani bila sva pravnika in je bila tudi nanja skupna povezava pravništvo. Še ko je bil Miro Cerar mlad in perspektiven telovadec, je Leon že spremljal njegove nastope. Največ je bilo pa tega, preko ustnega izročila. Tako da smo bili zelo navdušeni, mi mladi telovadci, takrat smo telovadili in smo se pravzaprav naslajali nad temi čudovitimi zgodbami, kako so potovali, kako so delali, trenirali in podobno. Razstava Leon Štukelj od Pariza do Pariza bo na Glavnem trgu na ogled do 15. avgusta.